Pomurska izobraževalna fundacija že 23. leto zapored podeljuje nagrade najuspešnejšim, ki so se ob zaključku študija najbolj odlikovali. Kako so pomembne nagrade Pomurske izobraževalne fundacije pa v nadaljevanju. Da pogledamo, što se je do zdaj nagrade dobo in kaj je s tej ljudi gratalo, lejko gvišno povemo, ko so fejst važne. Fejst važne so mladi na začetki njihove karijere, ko vidijo, ko je predvsem to okolje jih prepoznalo, ko jih vide in ko računa na njih. In to je eno sporočilo, ko še A, z njih nekaj bo in B, ko si želimo, ko dogor prišli, ko jih v Pomurju nucamo, računamo na njih in se veselimo, ko do z nami povezani. Tak ali vače, ništer so odišli svoje karijere delati inan, like nikdar niso pozabili, odkrat so doma, ništer so pa ostali tu in na tej način pomorejo k razvoju našega Pomurja. Ob materialni vrednosti nagrada pomeni tudi veliko moralno spodbudo in prejemnikom zagotavlja ugled, ne le v domači pokrajini, tudi širše. Več o tem pomurski akademik dr. Mitja Slavinec. Na začetku smo dostakrat pravili, ko jih delamo po vzoru Nobelovih nagrad, je sama nagrada v penezaj en del, ugled, pomen, raziskovalna teža, pa dostakrat še večji. In zato, ko smo seveda ne mogli z penezami iti ob bok z Nobelovimi nagradami, smo se trudili, ko smo resen jih dali tistim, ki so si jih zaslužili. In delodajalci so to opazili in zdaj, da nešče pride, pa povej, ko ima Pomursko raziskovalno nagrado, te to včasih njemi vrata noči odpira, dosta te ljudi pa že ima svoje vrata odpreta včasih študija. Kaj meni dr. Slavinec o begu možganov iz Slovenije in pomurske regije kot sodobni obliki migracij? Beg možganov je od te, kako sem ga študiral in kdaj sem se povezal z temi družbenimi aktivnostmi v Pomurje, fejst veliki, pri nas največji od vsega. To preprečiti ne moremo, zato pa moramo probati čim bolje izkoristiti. Tako kot sem prej pravil, mladi idejo, pa se razvijajo, kjerkoli, pa te seveda jih moramo imeti evidentirane, moramo znati, kje koga od naših imamo, zato ker sigdar, recimo v Pomurski akademiji, da smo koga od naših doktorov povabili na sodelovanje, naj pride nazaj, nikdar je še nišče ne bravo, ka nej. In to je recimo ena pomurska duša, ko se radi vrnemo nazaj. Beg možganov iz države pa je en dober zametek v novem zakonu o znanstveno-raziskovalnem delu, kjer se predvideva dodatne peneze, pa ne je samo plača važna, tudi peneze za pogoje, za raziskovalne pogoje, ko bi se naši ljudje iz tujine lejko spravili v raziskave tudi v Sloveniji. Po besedah župana mestne občine Murska Sobota so mladi raziskovalci za mestno občino kot tudi za pomursko regijo zelo pomembni. Namreč živimo v svetu, ki se sooča z različnimi izzivi in neko novo razmišljanje, postavljanje vprašanj, iskanje rešitev. In to je ravno to, kar ti mladi raziskovalci počnejo, tako da za regijo absolutno nimamo univerze, mladi odhajajo iz regije in seveda je pomembno, da jih potem te, ki nekako izstopajo, potem tudi privabimo nazaj, jim omogočamo delovna mesta, da tukaj vnovčijo in pokažejo svoje znanje, s tem pa seveda regija napreduje, s tem se kvaliteta življenja izboljšuje in vsi ostali učinki so samo pozitivni. Kot je povedal župan Anželj, se z begom možganov sooča celotna država Slovenija, so pa v mestni občini Murska Sobota naredili že prve korake v smeri spremembe občinske štipendijske politike. V tem smislu, da ne štipendiramo le te najbolj uspešne, ampak dejansko smo se povezali z gospodarsko zbornico, kjer smo identificirali pomanjkanje tistih kadrov, ki jih regija in podjetja, ki v regiji delujejo, potrebujejo. In smo skupaj sedaj naredili štipendijsko politiko takšno, da mestna občina sofinancira gospodarstvo. S tem so štipendije bistveno večje, kot so bile prej. Obenem pa se delodajalec tudi zavezuje, da tem mladim, ki jih štipendiramo, potem ponudi tudi delovno mesto. In ko mladi enkrat vejo, da jih delovno mesto čaka, dejansko tudi se bolj posvetijo temu in si mogoče tudi želijo vrniti v našo regijo, ker potem svojim seveda
znanjem dodajajo to dodano vrednost, ki jo tudi regija potrebuje. Izbor nagrajencev so kot že tradicionalno opravili pomurski akademiki, člani Pomurske akademije, Pomurske akademsko-znanstvene unije. Najboljše magistersko delo z področja naravoslovja in tehnike je prejel Luka Lukač. Luka je magistriral na Fakulteti za strojništvo in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru z magistersko nalogo psevdonaključno vprašanje šuma v Freemanove verižne kode. Kaj Luku pomeni dobljena nagrada, pa v nadaljevanju. Ta nagrada oziroma odlikovanje dejansko nekako potrjuje moje dosedanje delo na mojem magistrskem študiju. Torej, te zadeve, ki sem jih delal v sklopu magistrske naloge, so bile tudi nekako prepoznane kot uporabne in zanimive v praksi. In v bistvu mi pomeni ta nagrada dosti, ker sem že od majhnih nog vpet v to pomursko skupnost. Kakšno je Lukovo sporočilo bodočim znanstvenikom? Poskusite najti neko svojo pot, delajte to, kar vas zanima in rezultati bodo sami od sebe prišli za vami. Če boste sledili svojemu srcu, se bo to odrazilo tudi na vašem delu, ki bo zagotovo dobro. Pomursko raziskovalno nagrado 2024 za najboljše magistersko delo z področja družboslovja in humanistike je prejela Natalija Pavlinjek. Raziskovalno nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo je prejel dr. Damjan Fujs. Pomurske raziskovalne nagrade sta podelila župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj in predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije, pomurski akademik dr. Mitja Slavinec.